Zdravo, dobrodošel v še eni oddaji More Than Networking. Danes je moj gost Dejan Petelin. Dejan, dobrodošel. Živa. Zdravo. Za uvod, Dejan, ti si soustanovitelj podjetja Pareto AI, torej umetna inteligenca, to je zdaj tako močna tema, sveža, oziroma v tvojemu svetu ne, ampak pri nas navadnih smrtnikih je to zdaj tako bum. Super. Dejan, da mi tako, čist iskreno, še to, pozabim. V glavnem, jaz vedno povem na začetku, kako sva se spoznala. Torej, tole, da sem Dejana jaz poznal, da Dejan danes sedi tukaj pri meni v moji oddaji, čista proaktivnost. Jaz sem hotel ozavestiti, pa za moj poslovni klub na temo AI-ja, umetne inteligence, LinkedIn, bum, mi Dejan ven skoč, pišem, se odzoveš, en Zoom, drug klic, v glavnem, pa se oddaji. To je samo, hočem povedati, da ti bote malo bolj proaktivni, odkole, take vrhunske osebe, kot Dejan se pač vedno zovejo. Dejan, da mi čist po domače, zdaj, kakor se reka, blazno kriči umetna inteligenca, AI, mislim, da je tako malo po domače, kam to gre, kaj to je? Ja, sej, mislim, kaj to je, je kar en tak velik izziv tudi za nas v resnici, oziroma predvsem kam gre, Okay. Bilo je že kar veliko nekih takih, bi jaz rekel, mogoče takih hypov ali pa nekih takih ciklov, tudi že leta nazaj, se že veliko govorili tudi takrat o nevronskih mrežah, pa pol so bile tiste deep learning je bil, ko so speli igrice, da so se naučili, igrati in tako naprej. Ogromno je bilo, ampak zdaj tale se mi zdi pa res tak, nekaj pa bi rekel, presegal vse prej in v bistvu res obnorel cel svet. Pa mislim, jaz kadarkoli poguglam, mislim, zdaj že ne googlam več, ampak jaz imam ta chat GPT, ti si tam doma, ampak v glavnem, ko sem zdaj tako, jaz sem feeling, da se mi na vsake 3 minute pojavi 5 novih toolov, pluginov, AI-ov, nekih orodij, tako da ful je tako intenzivno je rata, zelo. Ja, meni se zdi, da stvar je v tem, zanimivo je to, da v bistvu niti ne rabijo PR-ja ali pa nekega marketinga, vsega praktično ni. Oni so dosegali v bistvu z res neko uporabnostjo, res neko uporabno stvarjo, ki je ljudi pritegnili. So v bistvu dosegali res najhitreje možno, mislim, da tistih nekaj 100 milijonov uporabnikov ali nekaj tazga. Brez, zanimivo, koliko je takih, ki sem jaz, ki plačam, jaz sem pač... To pa res ne vem, ampak mislim, da so številke, takrat, ko sem nazadnje nekaj gledal, precej velike. Je pa res, da tudi stroški, ki jih imajo oni sam s tem, da so naučili te modele, pa da jih laufajo, so brutalni. Milijarde pa je. Milijarde. Zanimivo je to, ker je dejansko, da sem podno tako, value je dober. Odličen je. Mislim, jaz sem zadnjič zlagal, zdaj pa zadnjič sem imel eno debato, pa sem rekel, pa so me tako malo čuden pogledali, sem rekel, da bi jaz ga uporabljam, jaz sem v bistvu z njim pogovarjam. Tako, meni pomaga, ker jaz nekaj razmišljam, da dobim še neko dodatno mnenje in da pač, ker tema mreženje, jih nimam v Sloveniji 16,000 ljudi, ki bi se o tem pogovarjali, dvigujemo zdaj ta hype networking, ampak mi je fajn, ki me tako challenge, Jaz nekaj bi, ne vem, kako bi povedal, ne vem, ali sem še kaj pozabil, in mi odpre tako marsikaj oporo. To je moj value, Zdaj ne vem, kako večina folk uporablja jaz mislim, da mogoče, ti si po mojem že tako prvnih advanced uporabnikih, oziroma pač, ker res to nekako bi jaz rekel, so nekako na ta vlak skočili, Zdaj večina se mogoče še malo tako spoprijema s tem oziroma ugotavlja, kako jim to lahko koristi. Veliko vprašanje, kako zdaj lahko to uporabljam, kako bo meni zdaj to nekaj uporabenega, in to je definitivno ena izmed stvari. Zelo veliko ljudi slišim, pa tudi jaz sem že malo med njimi, je da namesto Googla pravzaprav to uporabljajo, če je GPT, ker dostikrat v resnici si, če googlaš kaj, ti iščeš nek konkreten odgovor. In zdaj problem na Googlu je, ti moraš iti pol, tisto zlato pravilo, prva stran greš nekako čez, druga stran že vprašanje in tako naprej, odvisno od relevantnosti. Zdaj, ta ChatGPT je pa zanimiva stvar, ti pa on zna nekako podati odgovor, ker je po eni strani prednost pa slabost, je to, da toliko samozavestno deluje, da mu ti pač verjameš, rečeš, to je to. Zdaj, to je tudi po svoje nek mal problem, ker včasih pa lahko, da si kaj izmisel, pa ni nujno res. Ampak v osnovi v bistvu ti on da kar tak res dober odgovor, ki ti lahko že kar recimo, ga ti uporabaš, torej ne rabaš več toliko, mogoče googlati, več časa porabiti, ampak ti da kar dosti hiter nek odgovor in ti lahko greš s tem naprej. Koliko je pa izziv, rečemo, če sem na ChatGPT-ju, ker to klej je ratal to, s ChatGPT-jem je ratal ta hype napune, tako? Ja, drži. Koliko je težko dejansko naučiti, da ti je, oziroma, ker ga moš ti še vedno učiti, ali kako? Ja, odvisno. Zdaj v osnovi, načeloma v osnovi ti lahko uporabaš pač to, kar imajo oni naučen. Zdaj drži, lahko pa ga ti v bistvu pol dodatno priučiš. In vedno več, saj meni se zdi, da
to, kar mi zdaj trenutno poznamo, pa kaj kaže market, je tako, da verjetno ti, kako bi rekel, zasebni ali pa fizične osebe bojo bolj kot ne uporabljali te, bi jaz rekel, standardno pač to obliko, kaj že imajo. Medtem, ko po mojem podjetju bo šla pa zelo v to, da bojo pa hoteli imeti te nekako malo svoje naučene, ki bojo prav poznali njihov content. To bo šlo zelo v to smer, po mojem. Medtem, ko tako mi navadni smrtniki recimo za osebno uporabo, bo pa verjetno bolj kot ne tisto, kar obstaja, ker ima tu širino, kar je super. Kako si ti znašel v tem svetu? Ja, po mojem smo vsi zelo podobni. Zelo veliko je treba, misliš na splošno v AI-ju? Ja. Mislim, če gledam tako, ti si bil tudi, ne vem, v Londonu, pa kjer si na inštitutu Jožefa Štefana, tako da nisi slučajno kleoletu. Nisi en od tistih, ki je zdaj ChatGPT je pa hype in grem zdaj to študirati. Ti si bil že kar nekaj časa si ti. To je pa res, ja. Po mojem vse skupaj zdaj že nekaj 15 let, no. Torej tam 2008, ko sem začel doktorat delati na inštitutu Jožef Štefan. To je bilo zanimivo, ker to je taka zanimiva zgodba, ne. Ko sem bil na faksu, se spomnim, je bilo v bistvu tako, da nekako, ker sem imel, se spomnim, zadnji predmet verjetnosti oziroma statistike, ne, sem si rekel, to je to, zdaj mi pa nikoli več ne bo treba se verjetnostjo pa statistiko ukvarjati, ne. In pol nekako, zgodba se je tako napletla, da sem v bistvu dobil neko štipendijo na inštitutu, zelo dobrega mentorja sem dobil, Juš Kocijan, in res v bistvu me je malo navdušil za to, tako da sem pa rekel, ok, to je pa res zanimiva stvar, takrat na faksu se še ni toliko o tem govoril, pa dela, ne, in me res pretegnil, sem rekel, jaz to hočem, to je res zanimiva stvar, to je prihodnost, grem jaz to študirati, ne. Sicer sem že takrat vedel, tudi mojemu mentorju povedal, da verjetno, da v akademskih vodah ne bom ostal, da bi prav bil pol kasneje tudi kot profesor in tako, ampak me to zelo zanima. In on je to zelo res v redu sprejel, super, ne. Tako da so odlično funkcionirala, se mi zdi. Pol pa po doktoratu sem šel pa v London, sem se pa tudi s temi stvarmi ukvarjal, bolj, kako bi rekel, mislim, praktično, v smislu pač nekemu podjetju sem s takimi različnimi algoritmi pomagal na to, da smo zrastali, da je kar postala velika zadeva. Torej, zdaj ste, koliko pa si zdaj v ekipi, si rekel 15, ne? Zdaj nas je pa 15 nekje, 15 nas je, In dejansko vi zdaj pomagate, delujete samo v Sloveniji, ali ste international? International, sicer trenutno je večina strank v Sloveniji, zaradi tega, ker tudi stvar je taka, mi smo najprej hoteli v Sloveniji pomagati, ker se nam je zdelo, da eno je to, da je dober čas, drugo je pa vedno rad pomagaš v domačem okolju. Zdaj, če ne gledaš samo seveda iz finančnega vidika, ampak se mi zdi, da je tukaj res ogromno potenciala. To je sigurno in tudi zelo dobre stvari se delajo. Delamo pa tudi za mednarodno oziroma international, ni da se omejujemo. Ampak smo pa v Sloveniji najbolj prisotni. Dajmo tako, pa greva zdaj na mreženje. Zdaj pač, dajmo tako, mi smo se že o tem pogovarjala. To bo kar izziv. Me popravi. Jaz sem mnenja, kar naenkrat, v zelo kratkem času, bo vzuni na neko tematiko tisoče strokovnjakov, ki bojo se predstavljali, da znajo neki obliki, ker zdaj imaš že voice dela, video dela, content dela, dejansko tiskaj smart, zna lepo stvari povezati, lahko dobiš že skoraj da ne končen produkt vzuni, brez da bi on dejansko veliko vedel o tem. Ok, dejmo najprej to. Koliko je to dejansko, koliko je to ok, ta vidik, pa a misliš, da bojo, ker zdaj Google ima že te variante, da dejansko če copy-pastaš besedil, da ga počekira, da ve, da je iz ChatGPT-ja in da ga blokira. Kam to gre? Jaz sem po naravi, najprej povem res, mislim tako, vedno vidim, se mi zdi na pol poln kozarec, ne prazen. Ok, pozitiven. Tako da treba z te perspektive gledati. Jaz tudi raj, ampak sam tako, sej. Meni se zdi, da bo to zelo uporabna zadeva, zaradi tega, ker spet ljudje se bomo po mojem s tem pač tudi naučili živeti, pa tudi znati malo, mogoče bo treba kakšne stvari z rezervo imati, absolutno. Sej konec koncev tudi zdaj, če se sam na neke novice fokusirava, v resnici že zdaj je izziv, da ne veš več tisto točno, kaj je v resnici res, pa kaj ne. Tudi, recimo, da imamo neke medije, ki jim lahko bolj recimo zaupamo ali pa ne, ampak vedno je ta tudi tam se izkaže, da marsikdaj kaj pride noter, kar ni čisto res ali pa tako. In tukaj bo podobno, z ljudmi zdaj, jaz pravim, samo skala se premakne nekako. Torej, če so bili prej, si imel ta izziv pri medijih, boš imel zdaj po mojem ta izziv praktično vsak dan v življenju z vsakim človekom. In temu se bomo mogli privaditi, je pa po drugi strani to spet, jaz mislim, dobra stvar, zaradi tega, ker pa vsakmu na nek način omogoča, da bo se podučil v stvareh, če gledamo iz te smeri. Torej, ne samo, da se bo pretvarjal, ampak dejansko bo
to znanje ali pa v splošno znanje bolj dostopno ljudem. Ne. In jaz predvsem gledam iz tega vidika, no, se mi zdi, da spet seveda obstaja tudi druga plata, ne, v smislu, kako bomo zdaj se ljudje razvijali, ali bomo zdaj bolj neumni na nek način ali ne. Tukaj lahko še veliko podebatiramo, ampak se mi zdi, jaz pravim, da bomo šli s tem tako nekako, da se bomo priučili tega. Ne. Jaz mislim, da daleč tega, da se bomo, če ga izkoristimo v tem duhu, da boš hitreje dobil informacijo, da boš imel neko širino lahko, da je to nek upgrade zgodbe, kar je zdaj dejansko na Googlu, s tem, da je tudi tako, pa da bomo čisto iskreni. Ker če imam jaz dobrega SEO-ta, mi bo tudi moja stran vrgel spredje. Je tudi prijemo od tega, da je ogromno manipuliranje bilo že kle. Tako da mislim, v mass medijih pa sploh ne debatirala, ker kle, po moje, sem jaz prekratek, da vem, kaj je. Jaz sem se, čakaj, to bilo pa že lep čas nazaj, ampak res, če lep čas nazaj so Izraelu naredili nek tool, dejansko, ko si ti rekel, dam primer, neka zdajva se je zgodila v Parizu, ti on na to temo dal 4 poglede. Zato, ker je bilo toliko, on je pobiral vse informacije in ti dal 4 poglede, pa si pa ti ustvar nek svoje mnenje. Sej, to je tisti izziv, ki bo po mojem zdaj tukaj še toliko bolj prišel do izraza, že pri Facebooku. Mi smo imeli, če se spomniš, takrat, ko so bile te manipulacije s to, kako so že bili ta analitika, Cambridge Analytics. Ja. To je bila taka velika zgodba, in so jim učitali, zdaj pa Facebook kriv, ker namerno razdeljuje ljudi in to. Zdaj, mislim, jaz ne bi rekel čisto verjetno, da namerno, lahko tudi, ampak stvar je v tem, da seveda algoritmi so nastavljeni tako, da pač daje tiste novice, ki klikaš, tisto ti bolj prikazuje in se to naravno zgodi, normalno. Zdaj, ampak, a so oni zdaj tisti na mestu, ki morajo zagotoviti, da dobiš ta pravo količino ali pa ta prave novice. Kdo zdaj sodi tisto, kaj je prav, pa kaj narobe. To je komplicirano. In tukaj bo podobna reč, se mi zdi. Pa se po moje tako gleda, če smo čisto, mislim, človek je po moje vrhunsko znamo izkoriščati oziroma pretiravati v zadevah, primer se ni važen, od pijače, hrane, marsikakšni zadevi, pretiravamo, tako ne znamo se, če pa znaš lepo zbalansirati tudi, alkohol, če vsake toliko caj spil eno kratko, ti ne vnač, če po vsak dan spil nekaj kratkih, ti pa na neko obdobje, da ni okej. Daj mi sam še tako, mislim, zdaj si ti, če si zdaj tako ful zanimiv, torej v umetni inteligenciji že toliko časa, in dejansko veš veliko več, kot mi navadni smrtniki, ko se je možno, ko se dogaja. Kako ti zdaj tako, rečemo to, kar midva je gradiva nek oseben odnos, kako ti dejan gledaš pa na mreženje? Tako, govoriva zdaj, deva bolj ta offline mreženje, kako na to gledaš? Mislim, meni se zdi to res izjemnega pomena, zato ker pa ne sam, eno iz stališča kot podjetnik, konec koncev absolutno moraš za to skrbeti, ker tudi v resnici zdaj večina stvari, ki jih mi delamo, ali pa neke projekte, smo dobili skozi nek tak network, ki ga imamo, sigurno. Seveda ni to pač edini, kako bi rekel, način in tako naprej, imaš seveda tudi druge kanale ali pa druge načine, ampak je to pomembna stvar. Kar je, torej, da sploh prideš, bi rekel, do nekih strank in tako. Kar se mi zdi pa še bolj pomembno, je pa pač to ugrajenje pol tega odnosa, ali pa nekega relationshipa, ki delaš z njimi, s temi strankami. To je pa sploh pomembno, v resnici, zaradi tega, ker na koncu smo ljudje socialna bitja in avtomatično, jaz mislim, da zaupanje je zelo pomemben s tem. Torej, vsaj meni se zdi zelo pomembna ta transparentnost, v smislu, dostikrat se mi zdi, da mogoče nekako probamo kakšne stvari drugače prikazati, pa se na koncu lahko pol izkaže, da se zve, ali vedno prej, kasneje, nekako pride resnica na dan pravimo. Tukaj se zadnjič pogovarjal, če se zgodi fail na projektu, da ne vem, ali do roka ne bomo dostavali, ali bo pač karkoli, da je obrnem telefon, 15 sestank, povej, zgodil se failure in zdaj pa rešitev je ta pa ta. Vse po moje je to, da mečemo pod prepražnik, da smo tih, malo smo to kamulci delali, veš. Zdaj bo nek šut v šoli, in zdaj bi tak tih, nisi nič povedal, si upal, da bo šlo mi, ampak ni šlo mi in kasneje, ko prej bojo starši videli, ali je to spričevalo, ali nekako bo videl si tam, šel doma in pol je prej, koš povedal,
manj boli. Bo, ne. No, ampak, a veš, to je dobro point, zdaj si me dobro spomnil, ne. Jaz se veš, ko kar flash dobim iz mojih tako nekih takrat osnovnošolskih let, se še spomnim, ne. Ampak, no vem, mogoče imam jaz to že od doma, jaz recimo nikoli se nisem bal povedati, sem dobil slabo oceno, ni problema, ker so mi nekako, po mojem, že doma smo imeli dokaj tak odnos, res da tudi nisem imel nekih težav po pravici povedan, ampak tako je bila tudi kakšna slaba ocena, ne. Pač povedal, lej, takole je in so tudi tako odreagirali in po mojem, da to že s tem pol malo pride, ne, da ni bilo nekega tazga strahu. Ne. In v službi se mi zdi, ali pa v firmi, tudi res probamo graditi podobno. Ne. Pač, ni problem, če se zgodi. Dajmo biti transparentni, dajmo povedati, nikoli ni bil noben neki kregan, če se le pol teh stvari bi rekel naučimo, pa izboljšamo. Ja, da ni ponavljal, ko si rekel to, da je dejansko komunikacija, kako se z tega nekaj naučimo, da ni, če pa 4-krat tisto stvar naredimo, pa se pa tudi vprašamo, ne vem, kaj je was the point. Rečemo, ko si rekel, da ki je zelo slabo ceno, da je doma bilo razumevanje. A veš, zdaj tako, pri nas tam vid pa zala 8 pa 10 let in vid dobi, to je bilo lani, prvo 4. In tako, meni je tako, res I don't care, resno tako. In pridem jaz v avto in on joka. In prav po točke mi je zmanjkalo. Vin? Si rekel, a jaz vem, mi načeloma je ta filozofija, sam se učiš. Če imaš problem, prid pa tega bomo, če ga znamo, tega bomo rešili, če ne bomo iskali nek druge rešitev. Pa kaj, da do 4-5 razred še ni neka challenge, se še da. Ne? In potem fora sem rekel, glej, a vem, da mu je Mirjana 2-3 povedala neke besedine naloge, dej ačva povadati. Ne. In sem rekel, lejte malo, dejstvo je dobil 4. Ti cajte zdaj obrniti nazaj, ne moreš. Enkrat ti bo šlo pol točke čez, zdaj ti je pol točke zmanjkalo. Jaz bi se edina stvar, ti se zjoki se, če se rabaš, to ne joka zaradi meni je gladko vse. Jaz bi sam ena stvar rekel, ko se boš umirova sam predebatirala, zdaj kaj boš ti naslednjič naredil? Jaz mislim, da tebe je bolj motka mene, da je bila 4. Meni je, veš. Jaz bi sam klej razmislil, a si naredil vse, kar lahko narediš, če je tvoj cilj 5. Če je tvoj cilj 5. Več kot očitno nis, ker si bil 100% pričan, da znaš za 5, da je znaš za 4. To je cena, ki si zdaj dobil. Meni je vse še enkrat. Veš, in to je fora, kar jaz skušam tudi tako folku. Ni problema, danes, če gledamo zdaj z vidika rečemo mreženja, poznava te ljudi, ki so jih včeraj spoznala. Zdaj pa, in kako so delali včeraj, sva delala. Vprašanje pa je, kva hočeš čez leto 2-3 imeti, in kva boš za to naredil. Ker, ti si bil v Londonu, pa študiral te stvari, pa dejansko si 24 ur svojih si investiral v en drug svet, kot sem jih jaz. Ampak ni zato, ker si šel zdaj v London, pa dobil še zraven 12 ur. Ko si rekel, vate pa ful verjamemo, nati še ekstra 12 ur, pa boš ti zdaj lahko 36 ur nekaj kreiral. Veš, to je en tak challenge. Daj mi sam povedati, v ekipi, ki vas je 15, kakšen razpon je to starosti, kako vi se bondate? Vi ste vsi ste IT-ovci, vsi ste zelo veliko temu, kako se vi bondate? Veš kaj, mislim, zelo pomemben je, se mi zdi, tako, da pač znaš se tudi malo s tem upravom odpreti. Torej, da tudi ta, bi rekel, osebna stran pride ven. Zdaj seveda začne se sigurno z nama, z Mihoma, kot, kako bi rekel, šefa, če temu tako rečemo, ali kakorkoli. In seveda tukaj je pač zelo pomembno, in če ti znaš se, tako bi rekel, ta odnos graditi ali pa se tako odpreti, pol tudi počas drugi začnejo in vidijo, da to ni zdaj nek bav ali pa tako. Tako da jaz mislim, da v resnici kaj dosti drugače kot drugi niti ne, edino verjetno kakšne fore, imamo verjetno malo drugačne, bolj take, če temu tako rečemo, geekovske. Ja, geekovske, imam enkrat ti bom najdel, imam eno fotko, kolega moj, Zoran je itak, kaj ti jaz tudi, ena fotka je bila, prvo moral bom kao geek party, in 4 je z eno misco, tako z eno čeza glomor, če najde fotka, ti jim poslal, kao. Sej, to je, mislim, absolutno, imamo nekaj pač te. Dobar, ja. Ampak vsi pa vidiš na koncu, pa rabaš to, se mi zdi, saj smo socialna bitja, Dostikrat se govori, se mi zdi v tej, da smo, ne vem, mogoče inženirji ali pa ti naravoslovci bolj introvertirani. Sej, pa to ne pomeni, jaz sem se s tem dosti ukvarjal tudi v moji ekipi, ker sem bil tam v Londonu, na Gustu, smo veliko o tem govorili, zato ker mogoče včasih malo ta interpretacija, saj po moje introvertiranosti ali pa ekstravertiranosti malo napačna, To ne pomeni, da če si ti introvertiran, da se ne maraš družiti. To sploh ni res, Sam pač edino, kar je to, da pač ti si potem malo zmatran, nisi full nahajpan, Če si pa ekstrovertiran, ti pa to daje neko energijo. In to ne pomeni, jaz sem introvertiran, sigurno,
Ampak jaz imam ful rad s tabo, ne, res, ampak jaz nimam problema z debato, ampak jaz pa zvečer bom sigurno bolj utrujen, kot ti verjetno, ne. Lahko to drži, čeprav na koncu najbolj uspešni mrežniki so, deva reči, ko večja verjetnost je, če si introvertiran, da boš bolj uspešen v mreženju. Škej trik. Ni trik, nekdo, ki je ekstrovertiran, on je all over the place. On je posod, pa kjer ga ni. Ti rabiš, ti nisi introvertiran, ti dejansko sam tako, ti si pa bolj pikih, s kom hočeš kao piti. To je to, kar je top. Ti se ne razdajaš brez veze. Fair point. In fora je, kad ti pridem jaz, ampak kad pride nekdo v tvoj svet, jaz malo več časa, da pridem v tvoj svet, ampak kad pridem v tvoj svet, pa sem pa tvoj. Pa se pa začne, ne. Pa sem pa tvoj. In to je fora introvertiranega. Introvertirana oseba, pustimo ekstreme. Ekstrem ekstrovertiranega, pa pustimo ekstreme. A veš, jaz bi tako, v mreženju, ko zdaj začel se malo več govoriti, je kar modern, da rečem, so introvertirani, to je kaj bilo nekaj časa modern, da smo vegani. A veš, jaz pa ne jem mesa, jem sam pršut. A veš, to je bilo včasih, moderno. A fora je samo temu, da ti dejansko rabiš mogoče nek procent energije ali pa nekaj časa več, da me ne spustiš v svoj svet, ampak pa tizga ponovno spustiš, pa teče stvar, a veš, ful, kar je dober. Jaz mislim, da mi v vsakem momentu moramo biti ekstrovertirani, pa v nekem momentu moraš biti introvertiran, ker pač fokus je kle, ker ti imaš premalo energije, premalo časa in ti moraš šparati svojo energijo, zato ker vedno bo prišel še en Boško, ko nekaj hotel, pa bo še en, valjda, veš. In bolj, kad ti skočiš ven, pogled zdaj, ti če ne bi, se prej pogovarjali, ti če ne bi predaval, pa je si rekel Velenje, pa nomet, pa ful enih stvari, kako ne bi, jaz ne bi vedel zate. Če ne bi objavil nekaj na LinkedInu, pa če ne bi bil na Twitterju, pa kako ne jaz vem, da ti obstajaš. In to je, veš, vsak od nas, ko bi rekel, želi si te del neke pozornosti, ampak od pravih ljudi. Res je, tako da ta stvar je ful. Daj mi povej, koliko vi dejansko, zdaj imate umetna inteligenca, AI, tuli, štekate te stvari 15 brke. Koliko vi izkoriščate to v svojem poslu? Mislim, ful. Recimo, zato ker, dajva razdeliti mogoče, eno v smislu, če misliš o poslu, da mi zdaj imamo zaradi tega, malo več projektov ali tako, mislim, ne rečem, popraševanja je več. Čisto, mislim. Ampak tako, hočem reči tudi mi, kot za osebno rabo, oziroma pač za svoj posel, za svoje delo, v tem smislu pa mislim, da tudi zaradi tega, ker, jaz recimo veliko manj programiram, kot sem včasih, ekipa pa recimo, ki dela, ki programira, pa zelo veliko uporabljajo, oziroma pač vedno več, rekel te tule, ki ti pa tudi zraven pomagajo, dobesedno pripraviti dele kode, če ti znaš jih prav vprašati, Res zadnjič smo neki en tak proof of concept delali z eno stranko, smo rekli, ne bomo, ker ni naš fokus na nek frontend, ampak smo rekli, dajmo to zdaj, če GPT vprašati, da naj pripravi eno tako formo, ki jo rabimo, in dejansko, res, mislim, zelo enostaven je bilo, sta pol fanta, ki sta delali na tem, povedala tako, da se je res hiter, sta prišla do tega. Sej, stvar ni izgledala zdaj, ne vem, tako, kot bi en profi naredil, ampak za naše potrebe, da smo samo v stranki pokazali, kako neki dela, je bilo good enough, Good enough, mislim, še bolj bi jaz rekel, kot enough, In meni pa tudi predvsem zelo prav pride, ne vem, zadnjič smo izkazali neko pozicijo, sem si zelo veliko pomagal, recimo, napisati job description, Zato, ker v resnici jaz sem točno vedel, kaj rabim, bullet pointe sem napisal, zdaj moš pa ti to malo bolj napisati tako, da pritegne človeka in to je pa ChatGPT fenomenalen, res ne. In ogromno takih stvari, od nekih mailov, mi imamo zelo veliko tudi tako komunikacijo, na nek način async, asinhrono v smislu, da se samo pogovarjamo, ker to, kar se mi zdaj pogovarjava, super, kaj posnet, bo lahko več ljudi videli, ampak mi podoben se pa ne snemamo, ampak v bistvu imamo, da stvari napišemo, torej na papir oziroma pač v nek Google Doc in tako naprej. In tisto nam pa pač zelo koristi pol, da lahko kdorkoli si prebere, da ve, kaj delamo, na čem delamo in tako naprej. In spet za pisanje takih paperjev ali pa takih stvari, nekih dokumentov, res ful uporabna stvar, dejansko. To. Mislim, ko se tudi pogovarjali, tako je bilo fajn pogruntati pol čez čas, kako nam lahko AI dejansko pomaga pri temu, vedno mu izziv ta prvi korak narediti. Kako prestopati, kako sporočilo prvo poslati, kako prvo mail poslati, klej iščemo, doktoriramo si. A veš, mogoče, to bi bila ena dobra ideja, veš, kako z mreženja, čeprav sem že par toolov videl, kako naredijo, da dejansko ti on, zdaj ne vem, ali imam pravi informacijo, ampak da ti avto
GTP, da ti on dejansko že, ne vem zdaj kako na kjer način dela, ampak dejansko ti on, ti rečeš, kje imaš challenge, ne govorimo o poslu, in dejansko ti on najde lead, z njemu komunicira, priklop se na LinkedIn, najde lead, z njemu komunicira in dejansko zmeni se sestanke, ti dobiš samo v koledar sestanke. In to ni nič, bi rekel, če gledamo v prihodnosti, jaz mislim, nič nenavadnega. Jaz mislim, da bo celo do tega na koncu prišlo, da se bodo te skoraj nekako te ChatGPT-ji vsak med sabo zmenili. Mislim, jaz pravim temu, da bojo to kot neki PA, torej personal assistants, vsak bo imel na nek način svojega in se bojo take stvari dogajale. Zdaj, od čiste te avtomatike smo mogoče še malo daleč, ampak spet ne toliko, prej slej se bo zgodilo. Koliko je to? To je ful nehvaležno. Vem, da nehvaležno. Kakor hitro se odvija, jaz bi rekel, da to v roku enega leta skoraj sigurno. Na tak način. Zdaj ne govorimo, zadnjič tudi na tem predavanju, ki si omenil, smo imeli malo debato, smo malo tako filozofsko zastavili, v smislu, ker zdaj to se vse dogaja nekako v digitalni obliki, če si predstavljaš. Imaš ti enega personal assistanta, ki je nek programček, ki ti pomaga te stvari delati. Zdaj, koliko smo pa daleč, da bomo imeli enega humanoidnega robota, ki bo imel te zmožnosti, recimo, kot ChatGPT, kar se tiče razumevanja in tako naprej, in mu boš ti rekel, da je 5 minut po pivo, pa bo šel pa ti prinesel pivo in tako naprej. A veš, to je pa pol res next level, ampak spet, jaz mislim, da, obstajajo startupi, ki se s tem ukvarjajo in so ogromne vsote noter vlagajo in mislim, prej slej bo, Zadnji smo imeli na Združen menedžer, mislim, zadnji, če bi pač en dogodek, je bila iz Katapulta, Neža, wow. Lili, vem, da je bil robot, v glavnem, upam, da sem prav, ime sem. V glavnem, ona je rekla, da so imeli v Celju, tehnoparku, so prišli ena ekipa iz Avstrije, z Linca, z robotom, pes robot. In v 3 dneh so ga sprogramirali tako, da so ga z mislim upravljali. A res? Delo slovenske ekipe. Neverjetno. Tako, z mislimi so psa upravljali. Tako, res, da pes stane 80,000 evrov, in pač ga nimamo kle, ampak je tako, je dejansko, kam to gre. In to ni, to ni toliko daleč. Misliš, kam je fajn? Jaz sem tudi fajn je, da si danes kle, s to, da mi damo dejansko tako, kot da folk vidi, da to ni bav. In da dejansko fajn je, da se gre v ta svet pogledat, da se vzame tisk, pač, kar se rabi. Kaj imam zdaj, rečemo poseben izziv, če se spet nazaj na AI-ju. Kar naenkrat je ogromno toolov. Zdaj, kaj zdaj? Veš, kaj si rekel, da je ful enih vlakov leti mim, kjer vlak stopati? Kako zdaj a štartaš s ChatGPT-jem, pa si kle not, ali... Mislim, jaz bi rekel tako, vredno kot pri vsaki stvari. Zdaj, po eni strani staviti na en vlak, oziroma dati, ne vem, svoja, ko se reče, jajca vse v eno košaro, verjetno ni najboljša taktika. In tukaj je potrebna ta malo širina, oziroma malo bo treba verjetno probati spremljati predvsem te stvari. Jaz mislim, treba je področje spremljati, zdaj na vsako stvar tako izkočiti, verjetno spet ni najbolj pametno, ker boš ogromno enega časa, energije porabil, razen če te to res zanima. Ampak tukaj bo veliko, po mojem, zdaj kaj se dogaja, pojavlja se veliko različnih pluginov, različnih toolov, ki ti bodo to omogočali, ampak jaz mislim, da prej ali slej bojo vedno, veliki tudi to spremljajo. Vidimo Microsoft, vidimo Google, vsi to spremljajo. In oni bojo samo pobirali pač tam, ko bojo videli, da se zadeva najbolj parila, da dobro dela, bojo oni to integrirali v svoje toole, in boš ti imel to tam. Tako da zdaj, jaz mislim, da zelo veliko bo šlo v to, tudi Microsoft je to že, mislim, da, kako bi rekel, na nek način dal dostopno vsem, skozi ta njihov Bing, pa tudi v njihovih officih imajo zdaj na nek način. Microsoft, neki Word, Workspace, neki tasga. To ima po mojem Google ima Workspace, ampak na podoben način, vse zelo podobno je. Torej, oni imajo že te Google dokumente, vse te zadeve in zdaj bojo pač te koledarje in maile in oni bojo začeli te stvari integrirati noter. Oni so na nek način sigurno, mislim, marsikdo pravi, da so oni zdaj s tem ogroženi, da jih bo OpenAI, ne vem, prehitil, pa tako. Jaz mislim, da čisto tako ne bo, oni tudi malo poznajo te zadeve, pa poznajo market, pa spremljajo, tako da zdaj čisto, da bojo oni kar izpadli, ne bo. Če ne bojo pa kupili, kaj zdaj? Si Microsoft na nek način je OpenAI, če tako pogledaš, kupil, oziroma si kar velik delež nekako tam pridobil in tudi s tem, pač, ne vem, revenue, dokler ne bo dosežen revenue,
to, kar so oni investirali, ne, bojo oni pobirali tisto. Tako da ni nič tako. Mi sam še tako, no, zdaj, ko smo v tem duhu, ampak torej vi dejansko, če pride podjetje z nekim challenge-em, v tej točki zdaj, ravno primerjajo, jaz imam pač jaz sem majhen za vas, pa se verjetnosti, ampak jaz sem izziv, jaz bi rad to naredil, in pol ti s tvojo ekipo poveš, ok, dajmo ali nekaj sami skodirate, ali najdete, kar je open source, date dejansko, integrirate, da bi, ne vem, na čem rečemo največ delate zdaj, kje so zdaj te... Mislim, zdaj prva stvar, ki se mi zdi pomembno poudariti, je to, da na način, kako mi delamo, je vedno, da stranko najprej probamo sploh res razumeti, kaj so izzivi, s čem, pa kje bojo oni res dobili nek value in pol se tega lotiti. Zdaj, v večini primerov je tako, da seveda, mislim, eni imajo že zelo dober izdelan in ti se pol bi rekel na nek način bolj enostavno. Dostikrat je pa tako, da vejo ljudje, da bi radi so slišali za AI, poznajo, mislim, nekako te zadeve, da nekdo, na primer, je imel nek uspeh, in bi oni tudi, pa še ne vejo čisto točno, kako pa kaj. In tukaj jim pol na prvi točki sploh probamo pomagati, razumeti, pa jih pripeljati do tega, ki bojo oni imeli res ta nek value od tega. Kjer je službe, kjer je načeloma po tvoji oceni zdaj v roku enega leta, 2, 3, 5, kjer delovna mesta, ali pa kaj nam bo najbolj, pač ok, rekel si neki osebni asistent, okay, ampak kaj misliš, da nam lahko dejansko, kje nam bo pač, kje nam bo umetna inteligenca olajšala del? Ja. Lažje ti odgovorim, kjer ne bo, po mojem. Ajde, pa pomagaj, kjer ne bo. Se bomo tudi to podebatirali, ampak jaz vedno pravim. Enega prijatelja imam tudi, ki se s keramiko pa tako vlaga. Pravim, tebe ne bo nadomestil, ti si v redu. Ti si na varni strani, ti kar nadaljuj, to je to. Čeprav zadnji sem kva se nekaj gledal, zdaj tudi roboti prihajajo, ki bo znali kaj pametnega narediti. Sam smo daleč od tega. Pa spet mogoče nekaj, ampak prej bojo druge stvari. Zdaj, če je bilo mene je zanimiv ta fenomen po svoje, če so ti, ne vem, tudi moji starši so bili, pa verjetno vsadzga, so rekli, uč se, to tudi noben ne bo mogel nikoli vzeti, te take jobja, kot so, naprimer, ki rabaš ti malo ta, recimo, inteligenca. In zdaj so pa ta mesta bolj ogrožena, ker prej smo se vedno bali, bojo prišli nekateri drugi ljudje za cenej in tako naprej in ti to se ne splača polagati, keramiko recimo, ali pa karkoli drugega. Zdaj pa stvar malo obrnila, pa ni več tako, Zdaj so pa v bistvu ravno ta mesta bolj ogrožena, če ne drugega, recimo že mi, recimo IT-ovci, programerji, kakorkoli. Tudi ful, definitivno, razni dizajnerji ali pa tekstopisci, copywriteri in take zadeve. To je zdaj, mislim, če tako pogledaš, ali pa te, ki so, kaj se vem, na primer, mogli malo, v smislu, kakšne marketinške oglase pa tako pisati. Zdaj, jaz vedno pravim, ful se radi pogovarjamo o tem, kjera delovna mesta so ogrožena, pa to je bilo že tudi v industrijski revoluciji in tako naprej. Ampak nekako na koncu imamo še zmeri vsi službe, ali pa dobra velika večina, tisti, ki hoče, ga lahko dobi. Tudi tisti stroji niso vseh nadomestili, še zmeraj imamo ljudi, ki delajo pač v proizvodnah in tako. Tako da jaz ne govorim preveč o tem ogroženosti delovnih mest, preoblikovala se bojo. To pomeni, da nekako na nek način se bo zadeva preoblikovala, torej mogoče bojo te, ki so zdaj recimo strokovnjaki ali pa ki veliko delajo z, ne vem, copywritingom in tako, bojo pač se zdaj manj fokusirali na to ali pa manj časa porabili, da bojo pisali tekst, ampak se bojo bolj ukvarjali mogoče v tej smeri, na kakšen način, kaj bi radi, da bi ta tekst bil dober. In pol pač ChatGPT-ju ali z nekim toolom ga bojo usmerili, kako jim ne napiše in bo pol na ta način čas jim prekrajša. Zdaj, da bi pa kar ostali brez dela, jaz mislim, da ne. Tako, ljudje si bomo po mojih recimo prepričanih, bomo si vedno nekako najdli, pa bomo se zaposlili. Vedno se bo neka odprla priložnost. No, to dobro rekel, da bomo dejansko, mislim, meni je ta pogled bolj pri srcu, dejansko, kako bo lahko, ali zdaj copywriter, designer, te toole izkoristil, da bo dejansko njegov, da bo še boljši, bolj produktiven, da bo imel večji value za stranko. Ker če neko dela, neka firma že zdaj ni imela svojega internega oddelka za dizajn, rabi nekoga, ki bo štekel vse te stvari in umetne inteligence, vse, da mu pač, in to je tudi kar proces, to tudi ni, tako da vidim tukaj vse verjetnosti tako, da tiska bo še to, čeprav zdaj že kar nekaj for je bilo, ne vem, da zdaj še en Nemc fotograf, je prijavil eno sliko na neko tekmovanje, ampak je bil tako znani fotograf, in je njegova slika zmagala na tem tekmovanju in je pa on rekel, ampak to nisem jaz naredil, to je
umetna inteligenca naredila. Ne? Da je mičkeno opozoril na to, da se pač gledaj, top je, to pomeni samo, da deluje. Ne? Tako, ja. Da zdaj pa to, pa zanj še bo še ena fora, da je tudi umetna inteligenca en komad naredila. Komad. Ta Drake, ali kaj? Drake, in tako je bilo, ne vem koliko, veš. Ampak za me je to še vedno tako, ne, po moje je še vedno tako, če gremo zdaj gledati iz vidika networkinga, je to še vsem, kjer brand, kdo to naredi. Ker če bi ta isti komad umetna inteligenca naredila in dala pod ime Boško Prašilo, sorry, verjemi, da ne bi bilo, ne vem, ali to 10 milijonov downloadov. Veš, ko je po moje še vsem, koliko bomo znali mi to izkoristiti za nek, meni je ta stališče tako, da smo boljši, da smo bolj produktivni, da smo bolj igrivi, da si lahko olajšamo del, po moje bo to top. Jaz še zmeraj mislim, tudi, kot si ti rekel, torej to bo neko orodje, jaz mislim, s katerim bomo si marsikaj olajšali. Ne? Če pa izhajava iz tega networkinga, pa te zadeve, jaz mislim, to je še zmeraj zelo pomemben, te medčloveški odnosi. Zdaj, je mogoče res, da na nek način se veliko govori o tem, da smo se tako, da se oddaljujemo, pa da nimamo več enakih teh, kako bi rekel, kaj svojim vrednot in tako. Jaz mislim, to je vse res, to daleč od tega, da bi jaz temu oporekal, se to kaže v marsikakšnih slabih dogodkih, ampak tako se mi zdi, da znamo pa tudi, mislim, ali pa pametno bi bilo, da pa znamo, pa probamo to tudi izkoristiti v nekak naš, kako bi rekel, korist, pa da se to v dobrem smislu uporablja. Zdaj, ker bomo mogli ljudje kot tako tudi na temu graditi, ne vem, da ga se ne predstavljamo, vsak sa svojim se pogovarjajo, če je GPT. Čeprav imaš tako, zdaj imaš tu brez umetne inteligence, pa gre pet na večerjo, kosilo, pogled družino, za mizo stojijo, vsi štirje sedijo za isto mizo in dejansko vsi svoj telefon drajsejo. Što je spet, jaz mislim, da odklebo zelo veliko je do tega, kakšna je odločitev družine, načeloma, rečemo, bomo imeli mene mirine, v tem primeru tebe, tvoje drage, ali bomo mi zdaj na večerji vsi drajsali telefon, ali bomo odložili telefon, pa se bomo pač pogovarjali. Veš, mogoče dobra stvar tega spet, če izhajava iz stališča kot neko orodje. Zdaj, ne vem, bi bilo zanimivo, kako probati, ali pa kot ideja, da bi probal tega ChatGPT-ja na nek način vključiti, pa on proba, vzpodbujati pogovoru, ali pa da proba nekaj sprašovati take vprašanja, ki bi bila vsem zanimiva. Vedno lahko neko stvar obrneš na dobro stvar. In pa mogoče tudi otroke v to nekako pritegneš pa vključiš. Ker jaz mislim, da če smo tako, itak je pri vzgoji, se ni nič drugega, kakor je pač nestan se ukvarja s folkom. Zdaj sem eno debato in je bila fora, ta je bila dobra. Ena me izvala, ker je bilo zdaj pač to, kar se je zgodilo v šola, streljanje pa to, in mi je ena poslala članek iz vidika, glej Boško, kle sem se spomnil, članek je šel na temo, ko smo ratali, vzgoja je, ti si najboljši, ti si edini, ti si to, in kao, kaj si ti misliš? Sem rekel, glej, da skračna zgodba, sem rekel, glej, jim tako rekel, človek je v zgodovini pokazal, da je sam kot posameznik je nemočen. Vse, kar je zgrajen zato, ker je več ljudi stopil skupaj in tudi plemena, narodi, tisti, ki jih je bilo več, ali pa ki so bili bolj usposobljeni, ki so bili močnejši, so obstali, so zmagali. Ali pa tisti, ki so bili pač tudi ogromno držav je uvažalo inteligenco in tehnologije, še danes to dela in ime rata. Zdaj, meni sam izziv kle, vkolikor je starš individualist in on misli, da je edini najboljši tip, kako lahko on vzgaja nekoga pa reče. To, kar si ti pa rekel, torej, ti pa Miha, torej, vajne vrednote, ki so zlite znotraj ekipa. Po vsej verjetnosti v tvoji ekipi ne more delati nekdo v vajni ekipi, nekdo, ki ne živi vajnih. Podobno, rdeča nit nekih vrednot. Kdaj mi je iz tega naslova? Kdaj se je pri človeku vklop rdeči alarm? Kdaj ti rečeš, to pa, kle so pa mi da dan? Kaj se mora zgoditi? Po mojem, da bi, kaj pa vem, kaj bi bilo najbolj, mislim, več takih stvari je. Po mojem, ena stvar je že taka, da če se nekaj ne dogovoriš, pa da je pol pač čist neki tretjega ali pa kaj se in kdaj se zgodi, pa če imaš tehten razlog, pa da bi se te stvari ponavljale, da bi kar naprej nekdo, kaj bi ponavljal iste napake, kot so se prej pogovarjali. To bi bil sigurno en tak rdeč alarm. Tako, bolj te, kako bi rekel, neke vrednote v smislu, da pač ti res se držiš tistega, kar rečeš, ali pa po mojem, da mu lahko zaupaš. Ja, to je tako. To je tisto zaupanje. Zaupanje, kredibilnost, vse to je basic osnova. Pa čisto, isto je doma, pa tudi v službi. Tam primer, kje je tvoja draga zdaj?
službi. Je tako, moja isto. Jaz moje zaupam, da je, ti tvoja. A si predstavljaš, da ne zaupava? Ja, ti se pa... Ti ne bi zdaj sproščeno pogovarjali se, bi po vsej vrednosti imeli nekaj detektiva, ki spremlja, fotka, ti slikaš. A veš, kako je to težko živeti? Jaz sem rekel, jaz vedno rečem, tako, če si, tako najbolj pomembno si zaupava, ker če si ne zaupava, pol je ogromno dela. Veš, da preverjaš, dvomaš, gor dol, to je tako, meni se to pa res ne da. Štekam do štartu, ne mora vas v čas, da si zgradiva to zaupanje, pa koj pa, a veš, in fore tudi, kar rečo, ne, torej, kaj ga pa enkrat zafuraš, ne, ko enkrat ta bonus izkoristiš, ne, težko nazaj dobi. to je toliko težko. Škaj fora? Iskreno, zakaj ti dal še eno priložnost? Čisto, ker, glej, razen, če si, ne vem, dam primer, jaz sem na smrt bolan in ti imaš zdravil, pa edini, ki imaš na svetu zdravil zame, po vsej verjetnosti mi lahko delaš, kar me hočeš, sam da mi zdravil. Sam kolikrat smo teh, a veš, to isto, ki je bil, ne vem, leta 92 je bil mobitel edini na trgu, ne, mislim, Monopol so lahko igrali se scenam, karkoli so hoteli se z nami igrali, ne, a veš, takrat si pač vzel, če si hotel, smel mobitel, nisem imel nobene druge opcije, ne, danes ni več tako, ne, a veš, tudi tako, v odnosih je pa tudi, če se veš, koliko je, klemo pa ta trik, ne, da je, boš vsak kozarc je enkrat polhan, ne, tudi ti boš enkrat imel nekoga, ki ti po domače serijo, še enkrat ga imel dosti, ne. Ja, seveda, ne. Ampak tako, ne, povezano s tem je pa ful pomemben, se mi zdi, da se sproti te stvari, ne, meni se zdi, saj po mojih izkušnjah, pri meni je bilo tako, še tam v tisti ekipi v Londonu, ne, zelo se ljudje razlikujejo, zelo hitro vidiš, ne, to je mogoče še ena stvar, ne. Eni sproti rešujejo zadeve, ti povejo, ti dajo feedback, pa se vse da rešiti, ne. Kakšni pa kar čakajo, pa misliš, vse je v redu, ne, pa kar naenkrat, ne, naenkrat je pa kar vse problem, ne, in pa gledaš, čakaj, odkje zdaj to, ne. Ker ni komunikacija. Zakaj nismo to prej sproti rešvali, kar se da rešiti, ne, to je pa tudi taka stvar. Jaz mislim, da bi tako basic bi bilo, veš, to, kar ste rekel, bi bilo ful dober, narediti nek AI, pač ta tool uporabiti umetno inteligenco za to, da spodbuja te neke prave stvari. Torej, kako graditi zaupanje, kako postavljati prava vprašanja, kako biti bolj odprta oseba. Veš, da ti nekdo, da imaš enega, ko bi rekel zraven sebe, enega motivatorja. Ko ti ne veš, kako bi neki hotel, ti on reče, daj probi to, pa daj tako, veš. Ker mi vsi iščemo neko formulo, skrito formulo uspeha, ki ne obstaja. In to je itak je trening, ti moraš pač na temu delati, ne? Tudi ti si moral danes sem prijeti, jaz sem te zdaj moral poklicati, što vse del je, ne? Veš, in v odnosih je tako, ne? Veš, ne vem, probi se ti probi se nehati ukvarjati z ekipo. Ja, najslabše, kar se A pa pridam pa svoje nič ne povedati. Še prije reče tvoje, draga, Dejan, čau, kako si? Ja, ne, to ne gre. Ne gre, a je tako, ne? A veš, in obratno, ne, tudi ne bi bilo. Absolutno. Daj mi nek sam povej, če bi ti zdaj, dejva sebe nazaj par let, 20 let, zdaj si v srednji šoli in tle zraven tebe sedi Dejan, torej prvoletnik srednje šole. Kakšen nasvet bi mu ti dal, vezano na grajenje odnosa, mreženja, povezovanja, ker čisto, jaz sem na začetku pozorno poslušal, si rekel, na Inštitutu Jožefa Štefana sem imel odličnega mentorja. On me je usmeril. Ja, to je... Kaj bi mu ti rekel zdaj, rečemo, zdaj klep presedi? Ja, torej sam sebi, Dejan. Sam sebi, ti imaš Dejana zdaj pred sabo, kaj ne on z vidika mreženja, grajenja odnosa, na kaj bi bolj po mojem, da tudi me kak ciljaš na to, ampak res je, pač definitivno je zelo pomemben, po mojem, kakšne ljudi okrog sebe si uspeš najdeti. Tako jaz imam še mislim, par takih stvari, tudi moj pokojni stric je zelo velik vpliv name, on je bil tudi tako v tem svetu, recimo računalništvu, on je bil na Inštitutu Jožef Štefan. Na njega sem se ful doskrat, recimo, tako bi rekel, obrnil ali pa imel kakšno mnenje ali pa priporočilo, ne. Do mentorja, tudi vem, en dober prijatelj se mi zdi, ki je tako že dalj časa se skupaj mi dal še take modrosti, ki jih pa mogoče tako s časa začneš, ki te malo izoblikujejo, ki začneš pa za nazaj gledati, pa se rečeš, kje mi to, ne, in pa začneš malo tako povezvati, ne, in to je res v resnici, ne, z ljudmi, ki se družiš, ti nekako dajo, te izoblikujejo, no, saj se ne samo v resnici, ne, mislim, veliko narediš sam, ampak največ je pa to, ne, in če si uspeš najti, bi jaz rekel tako, dobri ljudi, s katerimi se fajn počutiš in tako je to po mojem neka taka kaj kakšno zadevo večkrat naredil, hitreje delal, bil bolj proaktiven
Čisto zdaj, glede na to, da se veš, glavna fora. To je največja fora je bila, ko folk razlaga, če bi vedel je za Bitcoin. Veš, sam Jurčka pa bi bilo, a veš, sej. Ampak ne, načeloma, kjero veščino bi mogoče bolj izpopolnil? Mislim, zelo težko bi jaz rekel, da bi, pa daljše tega, da sem vse perfektno naredil. Ampak se mi zdi redko, kdaj se sprašujem za nazaj, kaj pa če bi, ne. Zato, ker to se mi zdi tako, nekaj, kaj pa vem, vedno bolj malo tako, mislim, da živiš v preteklosti namesto, da gledaš naprej, ne. Bolj se fokusiram na to, kaj se mi zdi, da zdaj rabim, da bom, ne vem, prišel tja, pa do tja, kaj hočem in tako naprej, ne. Tako da, mislim, za nazaj, sigurno ogromno enih stvari, ki bi jih lahko spremenil, vprašanje, kako bi bilo, kam bi se obrnil, ne. Tako taka zabavna stvar, si jaz vedno rečem, ne. Ne vem, jaz sem imel kdaj bi to bilo po mojem še v gimnaziji ali neki, sem imel neko željo, da bi šel, ne vem, na pravo, da bi bil odvetnik. A veš, tako, bilo bi čisto drugačna pot, ne, pa se danes sploh ne bi o tem pogovarjali. Vse vrednosti. Zdaj, zakaj pa, kako je spet, ljudje okrog tebe, ne, tako da zdaj, če gledam za nazaj, kaj bi spremenil, pa kako bi spremenil res, niti ne, no, ampak se mi zdi pa ful pomembno za naprej. To pa mi je jasno, ne, se mi zdi, da vedno bolj tako se mi zdi, razumeš od kakšne stvari, ki so ti starši govorili, ne. A veš, pa si bil tako kot mlajši, si rekel, Ne, rečemo, te je dobra fora. In zdaj začneš pol gledati, pa zdaj so imeli prav, ne. Zdaj imaš trike, zdaj imamo oba isti izziv, ne, oba zelo pač male otroke, ne, a veš, in pol je ta, deva reči vzgoja, ne, a veš, v kateri smeri, rečemo, boš svoje otroke usmeril, ne. Govoriva iz tega, ne vem, kaj bi... Točno to, kar sem se po mojem naučil, ali pa kar sem se jaz iz tega naučil, ne, da moraš ti, otrok mora dati po mojem čim več izkušenj čez. Torej, naučiti se mora, on mora sam pogruntati, zakaj pa kako je tako. Ne. Zdaj, če mu ti sam govoriš, ne, tako naredi, pa bo on tako naredil, to ni v redu. Še slabše, če boš ti mu nekaj rekel, pa bo on drugače naredil, pa moš pa ti govoril, sem ti rekel. Ne. To tudi ne bo pomagalo. To ne. Ja, in res je to, ne, pač ti mu moraš dajati, mu omogočati, da on malo dela te izkušnje, pa se sam nauči v nekem kontroliranem okolju, kako bi rekel, ne, torej, da ne bo zdaj res naredek še neumnosti. Ne, a spomniš, mislim, če zdaj imel foro, ker reči otroku, vroče, veš, in otrok nič, veš, in te, vroče, in pol seveda, da ni gre ogen, in ga pustiš, da malo, in ko ga malo peče, pa mu lahko roko tišiš, pa bo dal, ne, to je guna izkušnja. Jaz sem imel mogoče zdaj napačno vzgojo, da imamo zdaj, vidje, ki je bil pač ne eno leto, je grizuje. In jaz njemu 2-3, buba, boli, kva on ve? In pa on grizne, jaz njega blago nazaj. Pravi moja, kva delaš? In on, kol več mi ni ugriznil? Ja, mislim, kako ne on zdaj? Kaj on ne šteka, kva je buba, atija, razumeš? Ne, bilo to fan, razumeš? Jaz sem, da on je dobil neko mojo pozornost. Jaz sem rekel, nekaj je všla, ker mislim, da je to joke, ne. Tako da, ta vidik je dober, no, tako da, mislim, da če, verjameš, da že konc, da sva že sfiniširala oddajo. A res? Ne. To je, veš, jaz sem zelo prekoračila, se najne nam oki maha. V glavnem, jaz mislim, da top debata, jaz mislim, da je treba sam gledalce pozvati, da pač enostavno, umetna inteligenca, OpenAI, pišite Dejanu, če rabite karkoli, je pa tako, da pač absolutno nam lahko zelo veliko pomaga temu, da se še bolj razvijemo, ne izkoristite to, pogooglite, dajte skočiti na ta vlak, kar je zelo pomembno, tako da če dajte oddajo, šerite, lajkite, komentirite, če pa karkoli rabite z vidika mreženja, tukaj sem jaz, karkoli z vidika umetne inteligence, pa Dejan. Dejan, hvala, ko si bil moj gost. Hvala za tebi. Super je bilo.